Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Finski preiskovalci so ponovno priprli bivšega šefa Patrie Jormo Vitakorpija. Aretiran je zaradi suma industrijskega vohunjenja in podkupovanja. V zaporu pa naj bi ostal do sojenja. Hkrati so Finci zaprli tudi direktorja trženja Patrie. Nove aretacije v aferi Patria je že komentiral odhajajoči obrambni in novi okoljski minister Karel Erjavec. Mislim, da enkrat bomo prišli do resnice, saj finski preiskovalni organi so povsem neodvisni od slovenske politike. Nova ministrica, bodoča ministrica, sem pa tudi prepričan, da bo vse storila, kar je v njeni moči, da pride do dna v tej zadevi. Jaz se ne čutim krivega, če bi se pokazalo, da je bilo karkoli narobe. Res pa je, da človek ne more vedeti vsega, ne more videti vsega. Nove aktivnosti finskih preiskovalcev je opazil tudi mandatar Borut Pahor. Če bi se izkazalo, da je prišlo do nezakonitega ravnanja, bi bila pogodba nična. Glede odgovornosti ministra Erjavca ne morem reči nič, ker ne vem nič več od tega, kar je bilo glede tega izrečeno doslej. Če bi verjel, da je osebno vpleten v to, verjetno ne bi povabil v vlado. SNS tudi nimam nobene veze s Patrio, pa bi lahko tudi pol mene povabil Borut v vlado svojo novo. Kaj bi pa ti tam počela? Ja, ne vem, lahko bi bar kafe, bar kafe, bar kafe. Borut Pahor je sestavil vlado, ki jo mora sedaj potrditi še državni zbor. Največje presenečenje med predlaganimi ministri je minister brez listnice za Slovence po svetu, akademik Boštjan Žekš. Vprašali smo ga, zakaj se je odločil stopiti na politični parket. Vprašali so me, če bi sodeloval. Mislim, 2 dni pred šel, sem se pa odločil, da. Prvič zato, ker se mi zdi to bolj pomembna tema, kot si mislimo, v zvezi s Slovenci v tujini. Predvsem bi jaz rad poudaril en del te teme, ki je pri nas popolnoma pozabljena. To so mladi Slovenci, ki sedaj le odhajajo v tujino študirati, se izpopolnjevati ali pa tudi podiplomsko, podoktorsko delati in ki se nihče v Sloveniji ne briga za njih. Drugo je pa, da me zanima, kako bo ta vlada reševala druge probleme, visokošolstvo, znanost in bi rad malo, rečemo, nagajal, če bi to šlo v napačno smer. Precej bolj pričakovano je bilo, da bo ministrica za kulturo postala Majda Širca. Iz arhiva vesti smo izbrskali posnetek, ki je nastal po aprilski okrogli mizi stranke Zares, na katerem smo zbrane vprašali o možnosti prevzema ministrskega stolčka za kulturo. Majda Širca je na vprašanje odgovorila z nasmeškom. A je tukaj kakšen, ki bo bil morebiti bodoči kulturni minister, če pride do preobrata na vladi, ali pa kakšen urednik na RTV Slovenija? Mogoče bo pa sekretar za medije. Vidite. To se bo žrebom odločil. Na približno polovici mandata smo zavest opravili pogovor s predsednikom Računskega sodišča Igorjem Šoltesom. Poprašali smo ga tudi o tem, ali so ugotovitve Računskega sodišča povezane z njegovim domnevnim članstvom v stranki Zares. Premijer Janša je izjavil na svoji zadnji novinarski konferenci po njegovi zadnji seji vlade, da se z javnim dolgom in s proračunskim primanjkljajem ne bo ukvarjal, saj naj bi prihajal, se pravi, te izračuni naj bi prihajali iz ust nekoga, ki je član stranke Zares. Ste vi, gospod Šoltes, član stranke Zares? Najprej moram nekaj razjasniti. Te izračune prihajajo iz mojih ust. To so dejstva, ki so plod revizorskega dela 6-7 mesecev, na podlagi katerih je bil izveden revizijski postopek, torej to niso moje ugotovitve, to so ugotovitve Računskega sodišča. In drugo, Igor Šoltes ni član nobene politične stranke, torej tudi ne član stranke Zares. Šoltes je pojasnil tudi, kako je v Sloveniji s prijatelji.
A ste dober prijatelj Gregorja Golobiča, predsednika stranke Zares? Kar se tiče dobrih prijateljstev, je to seveda relativni pojem, ampak to, glede na to, da ste rekli, da je Slovenija ena majhna dežela, ne, in da torej, kot smo včasih radi rekli, da je ena polovica v sorodu z drugo polovico, se določenih stikov z vsemi nekako zelo težko izognemo. Zunanji minister Dimitrij Rupel še vedno upa, da bo po končanem mandatu zasedel mesto slovenskega veleposlanika na Dunaju. Iz Avstrije naj bi zanj celo že poslali agrema. Narodni svet koroških Slovencev njegovemu imenovanju nasprotuje. Predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik pa pravi, da se z Ruplovim imenovanjem strinja. No, jaz osebno mislim, da je velikega pomena, da ima zunanja politika Republike Slovenije neko kontinuiteto v bilateralnih odnosih do Avstrije, in če pride zunanji minister Rupel kot veleposlanik, bo to zame osebno nadaljevanje te kontinuitete med Avstrijo in Slovenijo, saj je imel z našo zunanjo ministrico izredno dobre stike. O rejništvu komentar dneva Vida Bergles. Naše združenje Moč za zaščito otrok, ki ne morejo živeti pri starših, že 4. leto opozarja na resne sistemske in zakonske neurejenosti, predvsem na področju rejništva. Zadeve so zelo resne in občutljive, saj gre za ravnanje, odločanje z otroki, ki nimajo drugih zakonskih zastopnikov ali skrbnikov, kakor starše, pri katerih ne morejo več živeti, ker ti zanje ne morejo, ne znajo ali nočejo ustrezno poskrbeti. Z velikim večletnim naporom, predvsem zaradi močnega nasprotovanja oblasti, tistih nekaj oseb, ki se predstavljajo kot ministrstvo in ki obvladujejo še centre za socialno delo, smo prišli do relevantnih podatkov, ki potrjujejo vse razloge za našo skrb. Ob vsakokratnem opozarjanju in podajanju predlogov namreč vselej naletimo na samovšečni odnos resornega ministrstva, ki vsa naša prizadevanja arogantno in neargumentirano zavrne s praznimi besedami. Vedno znova zatrjujejo, da je sistem dober, sodoben, zakonit, učinkovit, vzgled tujini, podprt z doktrino in odličnim informacijskim sistemom, ima izračune in ne potrebuje sprememb. Da so izvajalci v veliki večini zadovoljni, s tistimi pa, ki niso, da komunicirajo, da so rejenci uspešni, starši večinoma revni in kar je še podobnih fraz. Nobena od naštetih trditev ne drži in nobena nima argumentov. V zadnjem letu smo se lotili pridobivanja relevantnih informacij na temo vsake od zgoraj postavljenih trditev. Vsi končni odgovori, vmes pa seveda veliko zavajanj, potrjujejo našo skrb, da je sistem potreben učinkovitejšega in transparentnega spremljanja, nadzora, evalvacij in zato temeljitih sprememb. Prevetritve, skratka. V ta namen že leta predlagamo ustanovitev medresorske komisije, ki bi na sistem pogledala skozi oči vseh pomembnih strok, ne samo sociale. Pri nastajanju sedanje ureditve je namreč slednja imela odločujočo in edino besedo. Ker pa gre pri izvajanju rejništva za dejavnost vzgoje in varstva in ne za socialno storitev, je po našem prepričanju socialna stroka le ena od strok, ki morajo in smejo povedati svoje. Zadnji glas oblasti je bil, da bodo naše predloge in pobude proučili, ko se bodo za to odločili. Mi to sporočilo razumemo tako, da se bo proučevanje zgodilo, ko se bodo tako odločile 3 dame, zaposlene na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Drugi dan je Liv obudil spomine na klinično mrtev kino Komuna. V njem smo si ogledali navdušujoč animiran vojni film Valček z Baširjem, veliko pa se je govorilo tudi o Otu, gejevskem zombiju. I lost my memory. Okay. Jaz sem tudi živela v Bruslju, tako kot glavni igralec. A si se počutila kakor zombi? Točno tako, to mesto naredi iz tebe nekaj. Od bruseljskih zombijev k ljubljanskim.
Na Slovenski cesti med Namo in Pošto je gruča ljudi izvedla flashmob, performans, ki je pripravljen preko interneta. Po ocenah udeležencev je med rdečo lučjo na cesti zamrznilo okoli 150 ljudi, na Facebooku pa jih je udeležbo potrdilo 233. Stojijo, rdeča lučka, so zmrzleni. Še vreme. Natanko čez 3 minute in 24 sekund bo na Poljansko ulico padla 5 biljonta kapljica dežja. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.